Hvala za odlično poročilo. Poročilo je več kot potrebno in v njemu je zelo jasno zapisano, da se Evropa zaveda, kako pomembno je boriti se proti vzrokom za podnebne spremembe, istočasno pa tudi, kako pomembno je ohraniti konkurenčnost gospodarstva v Evropski uniji, da bomo zdržali z velikimi tekmeci, ki imajo na eni strani protekcionizem v Združenih državah Amerike, državne pomoči, dumping pa na Kitajskem. Evropa je naredila velike korake v zadnjih letih, je kontinent, ki je za 30% zmanjšal izpuste plinov, toplogrednih plinov, v istem času pa svet povečal za 35%. Žal pa smo doslej še prevečkrat stavili zgolj na ideologijo in izpuščali nekatere tehnologije. Vesel sem, da smo tudi z mojim poročilom o jedrski energiji le-to vrnili na evropski prostor, dobili dvotretjinsko večino tudi v tem domu in da smo spoznali, da je to eden izmed tistih virov energije, ki nam bo tudi zagotavljal konkurenčnost gospodarstva, pa tudi na drugi strani preprečil energetsko revščino pri ljudeh. Sam sem velik zagovornik tehnološke nevtralnosti in spoštovani kolegi politiki, pustimo gospodarstvo, pustimo tisti stroki, da sodelujejo med sabo in da na osnovi znanja, inovacij naredijo Evropo tisti kontinent, ki bo naprej še vodilen na področju boja s podnebnimi spremembami, hkrati pa tudi omogočil kvalitetno življenje v Evropi. Ta dokument gre v to smer.